dan, lepo pozdravljeni. Po krajši pauzi se ponovno vrača SDS-ov podcast. Začelo se je novo šolsko leto, začelo se je novo parlamentarno leto in za našega današnjega gosta tudi nova služba. Andrej Poglajen, dobrodošel v SDS-ovem podcastu. Ja, hvala lepa za vabilo, obenem pa lep pozdrav vsem podpornikom, članom in tisti, ki podpirajo našo stranko, se pravi Slovensko demokratsko stranko. Rekla sva nova služba, v tem tednu si nastopil z delom poslanca Državnega zbora. Zdaj malo sem gledala, nisi najmlajši poslanec v zgodovini Slovenije, si pa definitivno najmlajši v tem sklicu in prvi, ki nosiš letnico 2000. Ja, to sem že slišal, da bom prvi milenijec v Državnem zboru. V zadnjih letih bom rekel, da se je kar veliko teh nazivov najmlajši nabral, tako v državnem svetu, kot podžupan, pa občinski svetnik. Ampak mislim, da so predvsem to neke dodatne spodbude za to, da v bistvu dokazujemo, da mladi imamo svoje mesto v politiki, predvsem pa, da je Slovenska demokratska stranka tista stranka, ki daje mladim priložnost. Sam se ne oziram toliko na te, bom rekel, neke naslove oziroma titule, po domače rečeno, kajti mislim, da z delom vsak pokaže, koliko pravzaprav prispeva, bom rekel, ali na politični sceni ali kjerkoli druge. Pri 18 letih je bila prva ta funkcija. Včasih se zdi, da mladih politika ne zanima, ampak mislim, da prav v Slovenski demokratski stranki mladi dokazujejo, da temu še zdaleč ni tako, ne? Ja, v bistvu, jaz se še dobro spominjam tistih, bom rekel, 6 let nazaj, leta 2018, ko me je lokalni predsednik idrijskega odbora poklical in vprašal, če bi kandidiral za občinskega svetnika. To je bil takrat nek vstop zame v, bom rekel, politično sfero nasploh, čeprav je to lokalna raven, nekako so neke usporednice tudi z državno ravnjo. In mislim, da je to en lep indikator tega, da Slovenska demokratska stranka ponuja priložnost mladim, da razvijajo, bom rekel, svoje politično prepričanje, svoje politične, bom rekel, tudi nekako ideje, da jih potem uresničujemo. V naših vrstah je bilo kar nekaj tudi mladih poslancev skozi leta in mislim, da mladi imamo svoj glas znotraj Slovenske demokratske stranke, kar je tudi bistvenega pomena, bom rekel, za slovensko politiko. Zdaj dolga leta je veljalo, da je politika rezervirana za starejše. Kakšen pa je recimo odnos starejših kolegov do vas mlajših? Si se srečal kdaj s kakšnimi temi podcenjujočimi opazkami ali pa ti samo glasovitek ne veš, o čem govoriš, ne? Moram reči, da ne. Moram reči, da tudi za kakšne druge stvari velikokrat tudi starejši kolegi vprašajo nas mlajše za mnenje, kajti definitivno ponujemo pač neko drugačno perspektivo na samo dogajanje. Pa tudi nekako, da mogoče delno še odgovorim na prejšnje vprašanje. Mislim, da sploh v moji generaciji, pa v generaciji, ki nekako še sledijo za menoj, se interes za politiko dviguje. Vidimo to dosti na socialnih omrežjih, ker mladi dosti izražajo svoje mnenja, kjer imajo tudi posnetki ali pa, bom rekel, debate o teh zadevah, veliko ogledov, veliko komentarjev, kar pomeni, da se interes za politiko med mlade vrača, kar je predvsem nekaj, kar je pozitivno za Slovenijo, kajti mislim, da glas mladih mora biti tudi, bom rekel, za dosti meri zastopan. Po drugi strani pa mladi recimo tudi politiko prenašate na platforme, ki recimo še nekaj let nazaj niso bile namenjene politiki, se pravi ste, ne vem, na TikToku, na Instagramu, dobro, Facebook je zdaj že mogoče platforma starejših, ti najbrž niti ne uporabljaš več Facebooka? Ga uporabljam, ampak je pa res, da se dosti bolj koncentriram na Instagram, pa tudi na TikToku sem aktiven. Mislim, da je to nekaj, kar mladim v bistvu prinaša nek nov način komunikacije. Zelo sem tudi vesel v bistvu, da je X z novim lastnikom Elonom Muskom postal, bom rekel, dejanski prostor svobodnega izražanja, kajti na Facebooku se na žalost srečujemo z veliko cenzure, kar se tiče izražanja pač lastnega mnenja in prepričanj. Tudi TikTok je pač neko orodje, ki, bom rekel, na krajši časovni rok nekemu človeku omogoči, da pridobi veliko informacij, kajti vsemo, da je to koncentracija števila posnetkov, ki so nekako dolžine 20-30 sekund. Predvsem pa to približa, bom rekel, politiko mladim. Politiko in politike, ne? Predvsem to, kajti če gledamo tradicionalne medije, naj bodo to časopisi, novice preko televizije ali preko spleta, so v bistvu vse nekako dajo občutek, da se to dogaja v neki
oddaljenosti od nas, da je to, nima takega stika z realnim življenjem. Ko pa nekdo se pojavi na TikToku, ko nagovarja nekoga pa ugotovimo hitro, da je v bistvu pač to, kot bi rekel, eden izmed nas oziroma posameznik, ki je pač predstavnik ljudstva in ne več kot to. Zdaj, ta tvoj politični napredek, ne sva že omenila, je bil zelo tak spontan, zdrav, od občinskega svetnika do državnega svetnika in zdaj poslanca, tudi podžupan si nepoklicni. Pa vendarle, ne, stopaš pa v velike čevlje. Ne vem, če sva že omenila, da v bistvu si zdaj nastopil mandat kot nadomestni poslanec za Branka Grimsa, ne, dolgoletnega politika, prepoznavnega politika, in zdaj pravzaprav prevzemaš njegovo mesto, ne. Ja, res je, že v bistvu funkcija poslanca je zelo velika stvar, potem pa še, da nadomestim tako, bom rekel, velikega politika, kot je gospod Branko Grims, je res v bistvu prvi stvari velika čast, predvsem pa tudi dolžnost, kajti nadaljevati, bom rekel, začrtano delo, ki ga je on postavil, pa seveda tudi dodati nek svoj odtis v celotno zgodbo, je izziv in s tem, ko sem sprejel mandat, sem tudi sprejel ta, bom rekel, izziv. In zdi se mi, da predvsem je to priložnost, da, kot še enkrat, da mladi dokažemo, da imamo mesto v politiki, predvsem pa me veseli to, da je v bistvu naš volilni okraj Idrija po skoraj 10 letih nazaj pridobila poslanca. Še toliko bolj vesel sem, da je v bistvu še drugi nadomestni poslanec, bom rekel, z neke desne sredine, in je to v bistvu prvič za naš volilni okraj, da imamo dva poslanca z desno-sredinskih strank. Idrija je v zadnjem času zelo pomembno slovensko mesto, ne samo dva poslanca, imate tudi odlične športnike, od kolesarja Tratnika do slovenskih nogometnih reprezentantov. Kaj je tisto, kar vas Idrijce dela tako prepoznavne? Je to trma? Je to, ne vem, kaj je to? Zdaj bom rekel en stavek, ki ga vsakemu rečem, ki se zmeri pritožuje nad cesto v Idrijo, ki vemo, da je zelo ovinkasta. Jaz vedno rečem, da je pot do raja nikoli ni ravna, ampak šalo na stran. Idrija v bistvu kot okolje ponuja, bom rekel, idealno naravo, kar se tiče recimo kolesarstva, imamo praktično kamorkoli greš, so hribi, kar naredi v bistvu odličnega kolesarja. Infrastruktura športna mora malo potarnati, ni najbolj na nivoju, oziroma smo daj prav žalostni, ko dobimo možnost na kakšnemu razpisu, sploh v času te vlade, se je to dosti dogaja, da v bistvu prijavimo, bom rekel, projekt ali sanacije športne dvorane ali nogometnega igrišča, pa nismo uspešni, očitno ima ta vlada pač druge prioritete ali pa so kakšni drugi kraji prioritetni. Predvsem pa kar nas dela, bom rekel, tako uspešne, kar se tiče športnega področja, je nekako ta tradicionalna idrijska trma, predvsem pa žilavost, saj vemo, da je Idrija pač mesto rudarjenja, mesto rudnika živega srebra, ki je pod UNESCO zaščito, in to je v bistvu, bom rekel, tudi nekako metaforično zapisano v naš genski zapis, se pravi trdo delo, vztrajnost, predvsem pa prizadevnost v uresničitvi ciljev. In na tem mestu še enkrat čestitam vsem našim športnikom, kot so imeli Jan Tratnik, je bil odličen sedaj na olimpijadi v Parizu, nogometaši, recimo Gnezda Čerin je zastopal Slovenijo na Evropskem prvenstvu v nogometu in nadaljuje sedaj z dobre rezultate v svojem klubu, tako da te fantje so resnično en ponos Idrije, predvsem pa odlični ambasadori Idrije. Mi na politični sferi pa jim poskušamo ponuditi, bom rekel, najboljše pogoje oziroma resničevati realizacijo teh pogojev, da lahko nadaljujejo svojo športno pot. Zdaj v povezavi z Idrijo si omenil rudarje in to užilavost, ne? Ampak po drugi strani je pa Idrija tudi mesto čipke, ne? Se pravi, ima to neko nežnost, občutljivost. Koliko si pa ti recimo tudi v povezavi z družbenimi omrežji, ki sva jih že prej omenila, občutljiv na te neke komentarje, ki verjetno veš, da jih bo zdaj precej več, kot jih je bilo do zdaj? Jaz mislim, da nekdo, ki se je spustil to, mora imeti že malo prej trde kože. Mislim, da komentarji z vseh strani, kot sem omenil, svoboda govora je izmed ključnih elementov, tudi zapisana je v bistvu v slovensko ustavo, tudi v normative človekovih pravic. Tako da mislim, da se strinjam s tem, da ima vsak možnost izražiti svoje mnenje. Nisem pa, bom rekel, da si bom to sedaj imel zelo k srcu, kajti še enkrat, tudi jaz bom verjetno kdaj kot poslanec nastopal ostro, ampak to je vse v sklopu tega, da pač posameznik ima pravico izraziti svoje mnenje in to je najbolj važno. Zdaj nekje polovica mandata, ne, tega aktualnega sklica je za nami. Zdaj, če bodo volitve redne, ostane nekje manj kot 2 leti. Kje je tisto področje ali pa so tista področja, kjer si ti osebno želiš pustiti največji pečat ob koncu mandata?
Ja, glede na to, da naša stranka ni imela 10 let poslanca iz Idrije, je predvsem neka ta lokalna oziroma lokalne tematike nekaj, kar bi hotel dodatno izpostavljati. Mislim, da pod našo vlado, se pravi v prejšnjem obdobju, v mandatnem obdobju, je Idrija pridobila kar nekaj novih projektov, sanacij cest in tako dalje. Pod to vlado se je pač to ustavilo. In mislim, da izpostavljanje teh lokalnih tematik je nekaj, s čemer bom težil. Druga stvar je pa tudi v bistvu, sam sem še študent prava in se mi zdi, da se v trenutnem sklicu državnega zbora, pa tudi znotraj izvršilne veje oblasti, se pravi na vladi, dogajajo stvari, ki so, bom rekel, v navzkrižju oziroma v kršitvi tako Ustave Republike Slovenije kot slovenske zakonodaje. Na to je treba še dodatno izpostavljati, naša stranka to konstantno, bom rekel, izpostavlja te stvari, in jaz mislim, da je tem kršitvam treba narediti konec, predvsem pa, da tudi ki te kršitve delajo, da odgovarjajo. Veš, kaj imajo volivci radi, ne? Radi imajo obljube, še rajši imajo pa izpolnjene obljube, ne? Si ti upaš recimo dati kakšno obljubo, za katero bova lahko čez 2 leti pogledala, v kateri fazi je, kaj se je dogajalo z njeno časovnico? Rekel bom takole, obljube je lahko dajati, kadar imaš, bom rekel, vzvode za odločanje o njih. Kot opozicijska stranka pa na te stvari lahko opozarjaš, realizacija pa še vedno v bistvu v večini ostane pač na vladi oziroma v koalicijskih strankah. Ena moja zaveza je bila v bistvu, ko sem prevzemal še podžupansko funkcijo, se pravi leta 2023 v maju, da bomo do konca, bom rekel, županskega mandata, ki je v bistvu časovno gledano skoraj poenoten z državnozborskim mandatom, da bomo izboljšali športno infrastrukturo v Idriji, o kateri sem že govoril. Kot podžupan sem dosti delal na tem in tudi v državnem zboru bom aktivno delal na tem, kajti mislim, da srce Slovenije je na podeželju. Po evropskih normativih Idrija oziroma občina Idrija definitivno spada na podeželje oziroma pač ni to veliko urbano okolje in mislim, da se tudi ta okolje zaslužijo večje investicije v športno infrastrukturo. Predvsem pa so tukaj še ostale, bom rekel, problematike, s katerimi se naši kraji soočajo, se pravi cestne povezave, pa potem demografska slika, zaposlovanje in tako dalje. Tako da vsega tega je veliko, če pa moram dati eno zavezo, je predvsem to, da bodo naši športniki imeli boljše pogoje, kot jih imajo trenutno. Še čisto za konec, kaj je tista stvar, ki bo zdaj trpela zato, ker je Andrej Poglajen poslanec? Najbolj bo trpelo to, da sem, bom rekel, moj lokal patriotizem, ker zelo rad sem v Idriji. Poslanska funkcija zahteva, da pač veliko časa človek preživi v Ljubljani, tako da definitivno bom pogrešal, bom rekel, to, da lahko več časa preživim v Idriji. Definitivno tudi, bom rekel, družina, pa punca, pa bom rekel, kolegi. Tudi to pač bo potrebno dati na stran, kajti jasno je, da funkcija poslanca je pač nekaj, v čemer mora biti človek ne samo 100, ampak 120%. Tako da to so neke stvari, ki jih bo potrebno malo dati na stran. Pa še res čisto zadnja stvar, zdaj boš malenkost bolj oziroma precej bolj medijsko izpostavljen, mogoče samo še eno navodilo za medije, kako se sklanja in naglašuje tvoj priimek? S tem vprašanjem sem se v bistvu prvič soočil, ko sem bil izvoljen v državni svet. Sam prej nikoli nisem dal poudarka na to. Sedaj se je nekako normaliziralo, da se Poglajen uporablja kot, se pravi, Andreja Poglajna, ampak nisem pa sam zelo obtežen s tem, kako se sklanja moj priimek. Tudi sam ne vem čisto točno, kako je slovnično pravilno. Dobro, Andrej, najlepša hvala za tale obisk danes pri nas. Želim ti uspešno delo, čim več izpolnjenih obljub in zavez, pa v kratkem verjetno se še dobimo tu, pa rečemo kakšno tudi malo bolj vsebinsko, danes smo te bolj predstavili. Skratka, nov poslanec Andrej Poglajen, srečno. Hvala lepa še enkrat za povabilo, predvsem pa še enkrat lep pozdrav vsem podpornikom in članom Slovenske demokratske stranke.